bančno potrdilo, da je plačano, je pa plačilo zaustavil. Tako da nas je še tam še za en kamion. Pa si rekel, da te bo prej v Sloveniji nategnil. To niso bili Arabci. Ne, to so nas ki je bila pač ta naveza Hrvaška, Slovenska, pa Arabci. No, zdaj so se pa enkrat, ko sem tle bil, so se pa ščerko tvojo, po mojem, več kot 1 uro pogovarjala, ne? Tega niti ne vem. Ne vem. Jaz vam to ne moram narediti. Kaj pa, če kaj se narobe, če ni dober princip, ne? Sem dobil otroke svoje šele odprl. Prej so mi pokazali otroka takole, Luškan, naj ga tvoje, ne? Dragi gledalci, danes je z mano uspešen in inovativen podjetnik Tomaž Ham. Skupaj z ženo Sandro sta razvila pisarniški stol Spinalis, to je to, na katerem mi dva sediva. Vidite, koliko pokonc sedim. To je stol, ki drugače odpravlja bolečine v križu. To je drugače edinstveni pisarniški stol na svetu, ki je dobil veliko mednarodnih nagrad. Ni pa to edini inovativni projekt Tomaža in Sandre. O tem bomo potem več govorili. Moje ime je Tomaž Gorec. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite za še več takih zanimivih intervjujev. Pozdravljen, Tomaž. Živjo. Dajva začeti na začetku. Kako se je začela tvoja podjetniška pot? Po mojem smo mi živeli v času socializma in je primanjkovalo v bistvu vedno vseh stvari, tako da smo si mogli že kot otroci na dvorišču sami biti inovativni, pa si narediti igrače, pa te stvari. Tako da, kakor spomin seže nazaj, smo vedno nekaj počeli pa izumljali. Pač od sulic, kopij, vse smo si sami naredili. Lokov. Tako. Potem je pa to, recimo, da se je pa v srednji šoli pa začel tisti malček za kakšen dinar takratni. Sem delal ojačevalce za kitarske ojačevalce, kitarske efekte, lajčove. Koliko si bil to star? To je bilo srednja šola, tam 3. letnik. In kje si se to naučil? Si se mogel? Bila je revija Sam svoj mojster, pa en elektrotehnik. Elektrotehnik se spomnim. Tam noter so bili načrti za kakšne te stvari. No in potem pač, če je bila volja, sem naredil, ampak rato je se veš od začetka eden od 5. Ne. Predvidevam, da si na elektrosrednjo šolo hodil. Tako je. Zato si pol to začel. Tako da to sva pol doma, so mi starši, mi smo v bloku živeli, sva z mamo tapcirala zvočnike, ker sva prav zvočne škatle delala, z tapisonom, tako da so izgledali kot ta pravi. In je imela mama to posluh, da si ti nekaj to delal? To sem jima jaz obema hvaležen, ker jaz sem v tisti sobi svoji počel vse sorte. Barvu žarnice, tiskana vezja, sem jedkov. To je bil še on ta stari. Celo varilni aparat sem na fehtu, da sta mi kupila, pa sem pol dol na dvorišču švasal ene stvari, tako da vse sorte, no pač nemiren duh. Zanimivo. Drugače potem ne izhajaš z neke podjetniške družine? Ne, oče, mama sta bila uslužbenca, vsak dan ob 3 doma. Saj veš, otroci smo bili na dvorišču, komi so nas za kosil gor spravili. Imela sta pa posluh, no to sem jima pa res hvaležen, ker vse, kar sem bi rekel, s kakršnokoli idejo sem prišel na plan, smo se vsaj pogovarjali. Se pravi, nikoli ni bilo rečeno, ne, to je neumen pust. Ampak pol, ko zdaj nazaj pogledam, je bilo 90% tistih idej ali neuresničljivih ali kakorkoli, ampak vse tista otroška domišljija je imela svojo prosto pot. No, fino, da si probal, ne, pa tako naprej. A si tudi kaj mogel kaj naskrivaj delati, da nista ona dva vedela? Kakšna stvar je verjetno bila? Verjetno, ampak nimam nekih hudih spominov na to. Vem, da sem, bi rekel, z vsako idejo, ki sem prišel, ni bilo nobenega slabega feedbacka.
velikrat je bilo kaj o varnosti pa zdravju. Ne. Se pravi, to je bilo, da je treba prezračati stvari, da je treba pač paziti na to, na un. A ne, to, ja, In v tej sobi, ki si delal, si tudi spal? Ja, seveda. Aha, se To pravi, je bila soba 3 univerzalna. metre pa pol krat 2 metra, 2,70 recimo, sva si jo najprej sestro delila, pol pa sestra pač, ki je 7 let starejša, se je odselila. In potem si še odšla malo sva. povečal delavnico. Ja. Ištene je bilo. Zanimivo. No, potem pa tvoj ta prvi tak, bom rekel, biznis, tak večji je pa bil reklamni napisi, ne? Ja, tako je. To se je začelo pa klele v Ljubljani, elefantje, ki imajo slaščičarne, je bil ta prva tabla. Se pravi, ta prva stranka. Ta prva je bil Kafe Granada. Ja. Se še spomnim, to je bila težka stvar, koliko je imela, 160 kil, medtem ko danes take table naredijo, ki imajo 15 kil. Tako, to je bilo jeklen, odstranili so jo pa enih 5 let nazaj. Pa vidiš še kje kakšno svoje reklame? Ogromen. Kle po Celovški, če gremo, je, mislim, teh je bilo veliko, ker smo delali za Coca-Colo, Ballantine, Canadian Club, Vest, tele Galois cigarete, za to industrijo. Tako da teh reklam je še vedno se jih kar videva. No. Za Union nisi delal tiste? Ne, za Union pa nismo mi delali. Za Coca-Colo smo delali Za nekaj. Coca-Cola. No, pa ste dobro delali, če se še zdaj sabr. Zelo. A ja, dobro, se pravi, naredili smo veliko, pa še v bistvu očitno zelo kvalitetno, ker je to po 30 letih plus, 10 jih sigurno še vidiš po Celovški. Sam po Celovški. Pa mrske največ tudi malo nadržijo. Ja, skozi vse. Ja. Mislim, z Unijem pa kje saj kaše nadstrešek, kje ni pa čist nič. Ja, smo začeli potem zelo hiter z aluminija, smo naredili svoje orodja, smo dali narediti, kele v Impol. Tako da to pač aluminij je zdrži večnejši. No, pol je pa prišla pri tebi ta poškodba hrbta, ne, ki te je pa dala idejo. Spremenila tok poslovni, ja. Boš to povedal, kako je bilo? To je bilo poleti 99, ga je mene v hrbtu ščipnilo. Pa greš to slikat. Kar nalepam. Čist nalepam, en gib, pa grem slikat, so hoteli operirati, to 2-krat, diskus hernija, protruzija. Meni pa ni bilo, mislim, jaz sem imel zelo aktivno življenje, ne. Šport, mislim, šport in delo, no. Ja. Slikat prvi operacija, drugi predlagal tudi operacijo, sem rekel, nič me s to zvajami. Pa sedel sem, pa ne vem, kako sem prišel do te terapevtske žoge, terapevtske žoge in sem sedel na terapevtski žogi in zadeva je bila hiter, predvsem, mislim hiter, nam rekel, ampak tako, v 3 tednih, 1 mesecu je bilo precej boljš, sedel sem pa na žogi, pa vaje sem delal. In ker se je meni ta žoga, se pravi ta princip sedenja na žogi mi je šel zelo v kontekst, pa še moje stanje se je zelo hiter, dobro izboljšalo. No, nisem bil nikoli operiran, ne. Potem se je izboljšal in sem si naredil sodelavca Denisa, ki je še zdaj z nami, sem prosil, pač so se usedla pa skupaj razvijala, tuhtala kako bi. 3 ideje so bile za način sedenja, sem rekel, da je tole ti pošvasi, pa smo šla po en feder, smo probali in je bil princip fajn. In jaz sem sedel na tem, so pa stranke za reklamne napise k meni hodile v pisarno, glede na čem pa sediš ti, ne. Sem rekel, v hrbtu me je zvil, pa tole sem si nekaj naredil, pa je me. Prav, mene tudi včasih boli, pa pa tret. In to je bilo, ne vem, par mesecev in ljudje so to hoteli imeti. Sem rekel, jaz vam to ne morem narediti, kaj pa če kaj se narobe, če ni dober princip, ne. No in je bil v bistvu ta, bi rekel, te želje znancev ali pa strank, ki so prišli k meni, so bile dosti velike in sem poklical profesor Popoviča, takrat je bil pač najbolj znan ortoped v Sloveniji. Sem ga poklical in vprašal, če bi on ocenil
pač pogledal, ali je to v redu ali ni v redu, ali lahko jaz pač... Lahko bi bilo tudi slabo v končni fazi, Lahko bi bilo, vedeti. tako je, lahko bi bilo zelo slabo. Jaz tega nisem mogel vedeti, zato tudi nisem mogel nobenemu to reči, da mu bom naredil. No in mi že po telefonu povedal, da je dobil v življenju 30-40 stolov že za oceniti, pa da za nobenega še ni rekel, da je dober. Sem rekel, bom probal, jaz pač bi rad vedel, a lahko tudi jaz sedim, da imamo pa čez 5 let pa poškodbe zaradi tega. Jasno, vmes sem že prebral tudi kakšno knjigo, zato da sem približno vedel, kako pa kaj. Glavnem, ko sem prišel do profesor Popoviča, se je usedel, to je bil prototip, surov, pošvasan, nič tapciran, to ni izgledal, nikakor ni izgledal. Imamo ga še zdaj, imamo eno sobo, kjer je kao muzej. Ja. Se je usedel takole, pogleda me, pravi, Madonca, tole je pa fino, Vstane mi čestita, pravi, vidim tlele pa ročkah bi nekaj še spremenil. Tako da to je bil, bi rekel, ta ključni trenutek, ki je šel v razvoj tega projekta. Vse ostalo je zgodovina. Ja. No, se pravi, posta pa vidva to, kako posta pa i Sandro na neki sejem šla, kako je bilo to? Ja, to pa je, prijatelj Emil Marinšek je že hodil na sejme, on pa z vodnimi poslami se ukvarjal. Ja. In smo se pač srečevali, videvali, prijatelji, in je rekel, nujno moraš iti na sejem. In je on nama odstopil, tako en čist mečkan vogalček, to je bilo 1 kvadratni meter pa pol ali pa 2. Je rekel, nujno morate iti s tem na sejem. In Alpe Adria dom leta 2000, to je bil ta prvi sejem, ta odločitev je bila en dober teden pred začetkom sejma, da gremo na ta sejem. Tako da sva pol Sandro do 6:30 zjutraj na dan sejma šraufala doma 4 stole. V bloku, jaz sem imel pač, tudi v bloku sem kupil si pol stanovanje, in sva to tapcirala. Ampak takrat si mu neko delavnico za te reklamne napise. Ja. Aha, sem pol tam... Tisti je bilo pa v najemu še. Aha, sem tisti tam nisem mogel delati, si pol, zakaj si v bloku delal? Tista delavnica je bila hardverska, tukaj je bilo pa gor tapetniško, mislim v stanovanju, pač sva zblazinila, se to ni bila delavnica v stanovanju. Ja, to... Samo ker pač je bilo bolj čisto delo je to. Razumem, ja. No in sva to pol tam do 6:30 zjutraj tole tapcirala, zjutraj ob 9 na sejem, in ta sejem je bil izjemno uspešen. To je bilo, dobili smo nagrade že 2, naročil je bilo že 81, mislim, da jih je bilo samo takrat. Ampak si takrat sploh že mu proizvodno? Ne. Zbirali smo naročila. Aha, pa kaj, koliko časa so mogli čakati ljudje? Kakšen dober mesec je bilo. Da se točno se ne spomnim, ampak ni bilo toliko zelo delač, ker urodja pa to je bilo, bi rekel, nekako že narejeno, ni pa bilo pač nobene utečene proizvodne, ker nismo niti računali še na to. Jaz sem mislil, da bomo imeli čas za razvoj, meni se ni kamor mudil, ampak pol glede na to, da smo šli pa na sejem, je bilo pa to treba pač pospešiti. Drugač pa cena teh stolov, bi rekel, je kar visoka, v narekovajih. Kako si mu sploh, bom rekel, jajca, da tako visoko ceno, ker to je parka dražji kot navaden pisarniški stol, ki ga lahko kupiš, kot unga najcenejšega. Samo je tudi razlika, tale, ko so tole pripravljali, ko sem jaz tale stol prijel, da ga bom malo predstavil, sem videl, da je to malo težji in tudi videl sem tudi že proizvodno, in polk to vidiš, začneš bolj ceniti in vidiš, da je to res kvalitetno narejeno. Tako da... Se strinjam, znesek res ni majhen, ampak če ga kakorkoli obrneš, če ga primerjaš magar z drugimi stoli, čeprav ga ne moramo primerjati, je življenjska doba ali pa recimo danes po 23-24 letih lahko rečem, da je izjemno poceni na 1 leto, 2 leti, 5 let, 10 let uporabe. Namreč po 10, 15, tudi 20 letih ljudje pripeljajo stol nazaj,
Mi zamenjamo vse oblazinjene dele in stol imajo spet lahko naslednjih nekaj let, dokler ga ne bojo pač te blazinjene dele se obrabijo. To pomeni, da je stol, ki ga enkrat kupiš, ga imaš ti lahko 20 let, poleg tega si pa, namreč mi se ne primerjamo z drugimi stoli, zaradi tega, ker tukaj ti si kupiš možnost zdravega sedenja z manj bolečinem v hrbtu. Nikoli nismo trdili, da to odpravlja bolečine v hrbtu, da to jih, ampak ne vsakmo. Ne moreš tega reči. No, da je to zdaj doktor je zamenjalo, mislim zamenjalo. Je bolj siguren, ker Jaz sem pristaš aktivnega načina življenja. Se pravi, gibanje pa telesu je treba dati možnost, da samo sebe pozdrav. To je, bi rekel, tisto. In zdaj telesu moramo spremeniti tisto, kar ga je pripeljalo do poškodbe. In če smo prej sedeli na stolih s fiknimi sedeži, pa smo bili tako nagnjeni, ker se jaz zdaj uležeš, tle se pa ne moreš, ker moraš malo... Ja, ampak tudi jaz sem zdaj po gostilniško nagnjen, samo se pa sedež nagne in s tem razbremeni hrbtenico. Logično. Pritisk je zdaj na sedežu, oziroma v mehanizmu pod sedežem. Ne? No, drugače pa strinjam to s tabo, to glede cene na leto, ne? Moj brat je zmeraj kupoval malo dražje oblačila, jaz pa malo cenejša in po enem trenutku sem pogruntal, da jih je on cenejš kupoval, zato ker kupoval tiste Bossove srajce, hlače in je to po 15 letih še zdaj, če oblečeš, si gospodin, ne? Moje srajce so bile pa 5, si prav, pa je bila žalost, ne? Tako da tle je poanta. Koliko pisarniških stolov ste pa že izdelali? Kar lepa številka. Čez 130 tisoč. Čez 130 tisoč. Koliko modelov pa imate različnih? 12 modelov imamo. Zdaj razvijamo gamerski stol. To bo zanimivo. To idejo sem jaz imel že 6, 7, 8 let, mislim, idejo, potreba je bila, ne? Ampak nisem, ker je drugačen način, gamerji so drugače sedijo, tako je. In nisem imel rešitve. No? Ta rešitev je zdaj ne pol leta nazaj prišla in delamo na tem. Sem ful zadovoljen. Zaprav razvijati. Ja. Imamo že neki prototipe. Kako ste se pa prodaje lotili, glede na to, da so rekli, da so to malo dražji stoli, ni bilo to čisto enostavno, ker če imaš ti neke poceni stole z Kitajske, oglašuješ pisarniški stoli že od, 49 evrov dalje, ne? In pol ljudje navalijo, si reče, fino sem kupil 10 pisarniških stolov po nizki ceni, ne? Kako ste se pa vi to... Pa jih je drug let nove kupil. Sam takrat to ni razmišljal. Tako je. Sejmi so bili prva stvar, potem smo pa pač ugotovili, da ljudje za stol, za katerega dajo več denarja, ga želijo preizkusiti. In s tem namenom smo v bistvu uvedli, ker smo videli, da so ljudje izjemno zadovoljni, smo uvedli garancijo dobrega nakupa, kar pomeni, da ko stranka stol kupi, ima 30 dni časa in ga vrne in dobi kupnino nazaj. Se pravi, garancija na zadovoljstvo, tako je. To je prva zadeva. Druga zadeva, smo jo pa zdaj pred časom, bi rekel, uvedli, je pa brezplačen preizkus. To pomeni, stranka, ki želi preizkusiti Spinalis, ali pride sem, da si izbere model, ji ga damo na preizkus za teden, dober teden, kakorkoli pač je potrebno, da vidi, če ji ustreza. In ga pač vrne, ga kupi novega ali pa pač razmisli še za drugič. In kako imate to po telefonu pokliče, pa se dogovori, ali imate kje na spletni strani, se to človek prijavi? Vse možnosti so, 3 možnosti so. Se pravi, ali pride fizično k nam v salon prodajni, lahko pokliče po telefonu, pa se dogovori, če že ve, kater model, lahko se prijavi pa preko spleta, kjer si tudi izbere model za preizkus in potem naš sodelavec pokliče, tako da se dogovorijo za termine pa tehniko. No, bom jaz v ta video dal link, tako da če hoče kdo brezplačen preizkus,
opisu tega videa ima link, klikne, spolne obrazec, pa jih boste kontaktirali. Ne? Z veseljem. No, super. Ste imeli kdaj kakšno reklamacijo? Ja, od začetka so bili izzivi. Ne? Izzivi, ki smo jih sproti reševali, ker je pač to bil nov koncept sedenja, nisi imel kje pogledati, kako je kaj narejeno, ne? S tehnologijo, tako da smo se tudi kar veliko naučili. No? Predvsem smo imeli izziv, je bil spajanje dveh različnih kovin skupaj. Aha. Ja, to se nam je, pa to je bilo še celo tako, da je bilo to odvisno od letnega časa. Prav, temperature, no zdaj smo razvili postopke, mislim zdaj, 15 let nazaj že, a ne, ali pa 17, tako da je to zdaj v redu. No, super. Ker drugače izgleda izredno kvaliteten stol brekov, da 10 let nima čist kaj biti, no, tako da razen če ga... Ja, zdaj, kakšen imajo recimo pas z zaponkami. Aha, pa in če potem skozi se jim tole recimo kaj znuca, ampak to ni problem, se pač odšravfajo ročke, po pošti pošljemo druge in je zadeva rešena. Super, super. V kolikih državah pa prodajate te stole? Orientirani smo najbolj na kontinentalno Evropo, drugače pa od Združenih arabskih Emiratov pa do Kanade. No. Tako da je tudi 12-13 držav nekje bolj, nekje manj delajo. No. V katerih pa največ prodate v tujini? Najboljši, se pravi, pred leti je bila najboljša Češka pa Slovaška, zdaj je pa najboljša Belgija pa Norveška. Tukaj se upravičujem, ampak zelo zanimiv pokazatelj je gospodarska gibanja pa nihanja. To je bilo 2007, je naš španski distributer začel jamrati konec leta 2007, začetku 2008, kakšna je situacija pri nas. Pri nas je fina, to je bilo čisto od začetka leta. Ne? Spomnim, ja. No, čez pol leta je pa pri nas se tudi začela ta kriza. Ampak ti imaš distributerje vsaki od teh držav, ne? Ja. Zdaj verjetno je zelo veliko tudi distributerje odvisno, koliko se on angažira, ne? Lahko imaš na enem trgu, ki bi mogoče, mislim, verjetno je kakšen distributer, ki proda, ne vem, 5-krat več na število prebivalcev, kakor neki drug, ne? Ja, tako je, zato imamo tudi majčkeno kategoriziran, se pravi, distributerji so tisti, ki jim damo tudi ekskluzivo za določeno državo, ne? Potem imamo pa, ne vem, v Italiji recimo smo imeli prodajalce, zaradi tega, ker je to bil pač, dokler se ne dokažejo, da so z dušo in srcem. Aha, so sam prodajali. Tako, tako je. Imajo pač malo drugačne pogoje. Kako ste pa v Združene arabske Emirate prišli? To je zanimivo, v bistvu popolnoma vsi distributerji so našli nas. Oni vas našli? Vsi. Niti enega mi nismo, bi rekel, da bi mi z našimi aktivnostmi, ne? Po sejmih so nas videli, tako je tudi v Arabskih Emiratih je v bistvu ena Slovenka, ki jo sicer nisem nikoli spoznal, pa je Hrvat, pa dol en šejk, pač tak. Ne? On je pa prišel sem, kako je bil zanimiv, ja. Se je pelil z Rolljetov tudi. Ja, in potem so tudi v Oman je šlo čez 300 spinali so na letališče. Ja, tako da so delali, ampak to je bilo zanimivo, tam so delali 2 leti pa pol, super dober, samo velike projekte, pa so pa nehali. Tudi poniknili so, sploh ne vem, kaj zdaj počnejo. Tako da, so ti pa vse plačali? Nekaj je ostalo še. Tako kot posod vedno. Ampak suma sumarum je vedno Sicer sem bil v Omanu na potovanju, zelo pošteni ljudje, ne bi rekel, da te bojo prej v Sloveniji nategnili. To niso bili Arabci. Ne, to so nas te, ki je bila pač ta naveza Hrvaška, Slovenska, pa Arabci. Pol te niso Arabci nategnili. Aha, zanimivo. Vas kopirajo kakšni Kitajci in vsi ostali, ker to imaš verjetno zaščiteno, kako je to? Je patentirano, kopirajo in so kopirali. Pa ne Kitajci, ampak Evropejci na Kitajskem.
Tako da začel se je z našim prvim slovaškim distributerjem, ki je super dobro delal. Pa je pogrom tudi, če bi sam delal, da bi bilo pa še Tako, boljše. in je dal na Kitajskem, mi tega nismo takrat vedeli, pol smo retrogradno ugotovili. Na Kitajsko je dal model Basic skopirati, ki ga jaz iz 3 metrov nisem videl razlike. Z 3 metrov, ne? Ker sem blizu prišel sem. No in sva šla Sandro v Prago k našemu patentnemu zastopniku oziroma odvetnik je on in smo sodno izvršbo dosegali, da je mogel nehati prodajati pa uničiti tiste kose. Zdaj, te količine, koliko so jih uničili, koliko so jih še tako prodali, ne vem, ampak bi rekel, takrat je bilo v redu. No. Pol je pa naslednji bil pa češki distributer, se pravi slovaško pa češko imel isti, a ne. Je pa tudi, se pravi, so pa prodali firmo, zelo dobro so jo prodali in potem je pa ta, ki je prodal, spet nekaj naredil podobnega, ki je pa toliko razlike, da v bistvu s patentno zaščito ne moreš jeti, je pa na srečo, ni na našo srečo ja, ampak na stranke pa ne bodo najbolj zadovoljne. No. Pač s tistim, kar je Tisti kitajski stavk je bil, si ga ti pol verjeten videl, tudi v Rockmu, tudi verjeten si ga kupil, zato da smo en dokaz. Ni bilo treba kupiti, ker ga je naš potem nov distributer slovaški že imel. Kako je bila bistvena razlika v kvaliteti? Na kratek rok, zaprav, ko si se usedel, si začutil, si videl. A ne? Na dolgi rok absolutno bi bile mehanske težave na tistem. Zgledal je oddaleč solidno, na blizu pa detalji so pa pač tako, kakor so, takšna, kakršna je cena, je tudi kvaliteta. Običajno, ja. Ja. No, ta druga tvoja inovacija je pa ta rolljet, to je pa ta rolka z nahrbtnikom, se tle od zadaj se predvaja, drugačih pa tamle gledava kar nekaj. Tako da, ja, pridite v njihov salon to malo pogledati, ne, se lahko povabila ljudi, ne. Tako da imate tle cel kup teh pisarniških stolov, pa teh rolljetov, pa tako naprej. No, daj pa kar ti malo več povej o tem rolljetu, kako si prišel na idejo, komu je namenjeno in tako naprej. Ja, to, tako kot sem že prej omenil, kot mulci smo mogli si pač stvari sami pomagati pa narediti. Ja. In jaz sem že kar nekaj časa na tem svet, kar se je začel skateboardi pa rolke v Kaliforniji. Ja. Zato, da so pač v tistih dneh, ko ni bilo valov, se pač tudi malo vijugali po cestah. A ne? No in meni je bilo to strašno všeč, tako da sem jaz iz enih starih kotalk naredil rolko in se vozil s tem. Jasno, kasneje so mi starši pač kupili tudi ta prave, a ne. Celo vem, na dopustu, ker to se ni dal kar dobiti, a ne. Je dol na morju, je en Nemec imel kriptonik z kolesa. In jasno, da smo ga... zdaj Ferrari, a ne? Seveda. Smo ga nahecali, da je tisti prodal in sem imel takrat pol, to je bilo... Si bil ta glavni frajer tam. Ni stvar v tem, ampak stvar si bil sigurno. Tista koleščka, kako je to držalo, kako se je to pelalo vse, ne. No in skratka skateboarding, s tem sem jaz ful sem se furil. Naredil sem tudi skakalnico, jaz sem 5 otrok preskočil, takole sem jih prečolo osnovno, so se ulegali. Z rolko? Z rolko, ja. Pa sem se pa zapeljal, pa prijel, pa odnesel. No in sem dobil v osnovni šoli potem prepoved, da to jaz tam počnem. Skratka, to mi je gušta, ne. No, zgodba z rolljetom se je pa začela leta 2011 v Frankfurtu na letališču, ker sem jaz videl en kovček, ki je imel odzadaj kakor eno desko, mislim desko za pelace, a ne. Mikro je delal za Samsonite in jaz vidim, sem rekel, kupiti to jaz hočem imeti, ne. In ko sem tisti probal, tisto je šlo samo naravnost, nič se ni upogibal, nič ni bilo fleksa, nič se ni dal, pač potovalen kovček je bil, ne. In otroka sta bila takrat, ne vem, 2. pa 5. razred, se mi zdi.
In mene takoj prišlo do tega, ker otroci imajo tiste težke šolske torbe, sem rekel, tole pa je za moje dva naredil. Ne. In smo naredili tele prototipe, take, ki morajo biti, se pravi lesena deska, da ima flex, da zavija tako kot skateboard, ki se nagneš z nagibom. No in mulca sta tole šla v šolo. Kako si naredil prototip? Zato, ker jaz sem tle v tvoji proizvodnji videl vse sestavne dele, ne? Ja. In jih je ogromno. In tu si mogel narediti, če si prav predstavljam, si mogel narediti neke orodja, ki je tu najbrž koštalo še pa še, ne, orodje narediti. Takrat si tu najbrž bolj primitiven naredil. Absolutno, ja. Razvoj Rolljeta do te faze je trajal 11 let. Ne? Mi smo pa tisti prototip je bil, zaprav zdaj je 53 namenskih kosov narejenih, noter orodja, plastike, orodja za aluminij. To so taki deli, ki ga ne moreš nikjer kupiti. Nikjer, pa tudi v bistvu ga skoraj ne vidiš, ker to se skap noter v teh mehanizmih. Seveda so bili tisti Rolljeti, takrat so bili oskubljeni teh nekih fines, pa bolj enostavno je bilo vse skupaj, ampak takrat se je začel ta kepa se je začela veliti, ker so pač starši drugih otrok videli, da naše dva pa ne nosta torbe, ampak jo peleta, je hrbet pač se razbremeni in potem se je začel to spet želja, hočem to. Ne? Pa otroci so videli, ki se furajo, tako da to je ta prav hit. In koliko časa si rekel, da si to razvijal? Ja, do te faze, ki je zdaj 11 let. 11 let. Ja, takrat... Ampak moraš biti tudi dosti vztrajen, da toliko časa razviješ, ker mrzdo bi obupal, mogoče tudi jaz, ne vem. Je res. Sej ni to zdaj na dnevni bazi, To pomeni, da je 2 meseca nismo nič naredili, dokler ne prideš spet na neko idejo, pa potem preden se eno orodje naredi, pa potem preden se naredijo spet novi prototipi iz tega. Tako da to ni bilo non-stop. Vem, ampak si mogel pa kar financirati skozi orodje narediti on tretji. Brez Spinalisa ne bi bilo Rolljeta. Ne, nikakor ne. To je res tako zelo zahteven projekt bil. Kako pa je sprejet ta Rolljet? Je to samo v Sloveniji ali še kje drugje prodajate? V bistvu smo lani zaključili, bi rekel, ta razvoj toliko daleč, da sem jaz zadovoljen. Za mene mora biti to 98% produkt fertik, kvalitetno, vse zanesljivo, da ga začnem dajati na tuje trge. Doma, ko imaš možnost, bi rekel, servis, pa dobiš feedback, rabiš imeti produkt na trgu, zato da vidiš, imeli smo par kosov, ki smo mogli čist spremeniti, zato ker otroci najdejo način uporabe tak, ki si ga pač ne moreš zamisliti. Ampak smo rekli, če že gremo, dajmo narediti to tako, da tudi ob tem načinu uporabe bo zadeva zdržala. Tako da je bilo to veliko teh evolucijskih stopenj. Če greš ti na tuji trg prehiter in posjeti tam neke reklamacije, imaš velik problem, ne? Ni potrebno, da se gremo. Ja. So pa to dobro ljudje sprejeli, ali kako? Zelo. To je hit. To na tejle šoli, ki ste naše dva bila, smo jih v parih letih čez 400 prodali. Zagotovo si imel v karieri tudi kakšne zgrešene posle, kakšen hud kiks si naredil, kaj takega. V bistvu je tako, nekih ključnih, velikih zgrešenih stvari ni bilo, jih je bilo pa na srečo veliko majhnih, zato da sem se kaj naučil. Veliko bolj nevaren je, da se učiš iz hudih napak svojih. Mislim, da je ta prva napako, ki narediš, da narediš ful veliko. Tako, ja. Ena je bila recimo, ki je trajala kar nekaj let, ki smo se odločili za nek software, ki ni bil narejen do konca, pa je bila majhna ekipa, pa
potem nimaš suporta, pa mi nismo vedeli, kaj hočemo, oni niso vedeli točno, kaj hočejo. Tako da to je trajalo kar 6 let, več, 7. Kakšen softver je to bil? To je bil softver za vodenje proizvodnje, za vodenje prodaje. Se pravi, ker od začetka smo imeli namen kakor franšizo za distributerje, pač zdaj imamo distributerje, prej smo imeli franšizo, kjer bi imeli v bistvu vsi potniki dostop do te aplikacije. Sistem je bil super dobro razvit. Neki CRM, ampak narejen glih zase, zate. In povezan s proizvodnjo in z vsem. Zadeva je bila narejena do 80%. Še vedno nekateri moduli delujejo, pa še vedno nekaj od tega uporabljamo. Ampak samo če 98% ni bilo. Je problem. Pri teh stvarih, te morajo biti pač zanesljive. Ampak tako se naučiš pač. Pa tudi je to nas koštalo kar zelo veliko, zaradi tega, ker je bilo to razvito za nas. Ja, programiranje je draga zadeva. Kaj pa si mu kdaj, da te kdo, bom rekel po domače povedano, nategnil, kdo ne plačila, zahtevate vse plačilo naprej ali kako imate to? Ja, zahtevamo vsa plačila naprej, to smo se naučili skozi čas, mirno spimo, mogoče malo manj stolov, bi rekel, damo na ven, ampak je vse urejeno, tako kot mora biti. Je pa ta isti, se pravi Slovak, ki je dal skopirati, je še ta zadnjo pošiljko nam poslal bančno potrdilo, da je plačano, je pa plačilo zaustavil. Tako da nas je še tam dober, še za en kamion. Pa zdaj to pol kakšno kazensko ovadbo? Ja, vse je šlo, se pravi, spet sva bila v Bratislavi na sodišču, smo dobili. Samo narejeno predvidevajo. Tako je, on je vse stvari je prinesel drugam, tako da mu nimaš kaj vzeti. To je bilo pa za koliko denarja? 74,000 evrov. Pred kolikom časom? 10 let. No, to je, kaj bi zdaj bilo dobrih 100 jurjev, bi rekel, vsaj. Ja, to se zgodi, mislim, to te tako nategnejo, eni imajo take načine dobre, da si... Premišljeno je. Da si ti v sanjah ne misliš, potrdilo poslov, tudi pomisliš. To je v redu, tako, ja. Da bi bilo, ne, pa potem še, če si ti pošten, ker ti ne bi tega naredil, tudi pomisliš, da drugi ne bojo, ne, tako da je zdaj... ne vem, kakšen človek, ki je ful previden, da ga ne bom jaz rečemo nategnil, si rečem dve možnosti so. Ali so njega ravno kar nekaj nategnili, pa je zdaj ful boječ, ali je pa on nategator, pa razmišlja, kaj vse se da narediti. Včeraj sem tam eno nagradno igro mu, pa tisk je bil žreban za ene vstopnice, je rekel, ne morem iti, koncert je bil, ne bom šel, in potem sem dal na Facebook, da dam komorkoli, in se je ena ženska javila, sem rekel, ja, imate, ja, kako ne, jaz pa verjamem, da to ni fake ali unan tret. Jaz to sploh nisem pomislil, da bi... Ona vprašala. Jaz to sploh nisem pomislil, da bi vprašal, Potem sem razmišljal, zdaj ona, če nekje delač, pa da se pele brez veze, pa to je res problem, jaz to pomislil ne bi, Ampak po me pa tudi skrbeti začelo, ker meni je to organizator dal poslov, kaj pa če njim kaj sistem ne bi deloval untrej, tako da sem bil kar malo živčen, ali bo ali ne bo, tako da ja, to se hitro naredijo take. Te stvari je treba, pač takrat je treba probati rešiti, če gre relativno enostavno, jih rešiš, če ne je treba to pozabiti in iti naprej. Škoda energije. To je res, to je lahko reči. Misliti dobesedno, kaj uhajajo, če bi se dalo bi tiste misli ven spolu, pa nekam jih zakopal, ampak žal ne gre to, jaz imam to tudi problem, če se mi kaj takega naredi, pa najbolj imam problem, če se čutim, da sem jaz skriv. Če to je eno od sodelavcev se niti ne sekiram, tukaj se rečem, pač dober. Nisem jaz do sebe, sem pa ful kritičen in tisto, da pa sam sem kriv. Dobar, pa kdaj tudi, ker nisem čisto sam kriv, razmišljam, če sem kriv. Če bi kaj drugače naredil. Tudi, tako da
si sploh ne zamišljam tisti, ki imajo eni, mislim, se to so grozne stvari, ne vem, se otroku nekaj v nesreči naredili, kaj tacga, ne, tu najbrž pol, jaz bi cel življenje grunto, pa če bi tu naredil, pa če bi naredil, pa tudi če nisi nič kriv ti, ne, ampak ne rečeš, kaj če bi šel pol minute prej v dom ali nekaj tacga, ne, tako da, tu vam je skar probleme, tako da ne znam to reči, zdaj se pa ne bom s tem obremenjeval, gremo naprej. Imam to kar izziv. Ja, tukaj je pa tempo. Pač toliko enih stvari, ki so za narediti in je boljš to dati na stran, gremo naprej, pa not prineseš prej kaslej. Jaz si tako rečem, sej, ko bo prišel en drug problem, bom na tega postavil. Tako, ja. Ja. Kaj pa drugače tvoja največja vrednota? Familija. To družina je... To je zanimivo. Obrabljena floskula iz osnovne šole, družina, osnovna celica, ampak kot otrok tega ne moreš razumeti. Ne? Meni se je to skozi, ko sem dobil otroke svoje, šele odprl. Prej so mi pokazali otroka takole, luškan, naj ga tvoje, ne. Kaj pa ti svojega dobiš, je pa konc. Takrat se mi je tako svet, en nov svet enih čustev, občutij, emocij, energije, tako res. Zapravo, žena, otroka, seveda so pol še druge stvari, ne, pač moč biti zdrav, pa ljubezen do narave, do vsega, kar nas obkroža. Mislim, da to pomirja. Če imaš ti rad, če ti vidiš, ne vem, jaz doma blazen uživam, ko ptiče futram, pa opazujem, pa valilence, pa vidim, bojo siničke, bojo kosi. Ne? Sicer to je 10 sekund na dan, ampak da energijo. Ne? Otroci pa sploh, ki so majhni, je rečeno bilo, majhni otroci, kako že gre. Majhni problemi, veliki otroci, veliki. No, jaz sem pa to predelal. Ne? Ja. Majhni otroci, majhna ljubezen, veliki otroci, velika ljubezen. In zdaj so otroci veliki in je ljubezen res velika, ampak je dozirana tako, čisto po majčkanih trenutkih. Ne? Prej so bili vsi otroci tvoji, zdaj se odraščajo, so že odrasli, so pač ti vrnejo, ampak ti vrnejo in takrat je toplo. Ne? Tako da je lepo. No, to si zelo dobro povedal, ne? Da drugače, ne, so ti otroke kazali, si rekel, luškan, bejt, ne. Mislim, jaz sem glih tako to gledal, sicer ne, jaz bi tle rekel, da ni nujno čisto samo lastni otroci, jaz sem pol nečake dobil, niti ne dolg cajta nazaj, ker gleda pri naš družin to bolj pozno, se je brat lotil. 8 let je zdaj, še ni star nečak, ne, in spomnim se, kaj je tam bila ti žurko brat naredil, ne, vsi so ga gledali, vsi, kako je lušen. Meni sploh ni bil nič lušen, če sem čist iskren in kot otrok ti smehen, mislim, meni ni lušen. Ampak pol je pa zanimivo bilo, ko ga je mama pazila, pa je malo tako začel nekaj me gledati, pa nekaj govoriti, pa sem malo začela fuzbal igrati, pa tako naprej, ne. Tako da pol vidiš, ne, in jaz zastopam ljudi. Mislim, pri meni je bil ta problem, da nisem uželjen otrok, zato ker, po mojem, če bi brat pa sestra imela otroke, ko sem bil, ne vem, ko sem bil 25 let star, bi potem tudi jaz gruntal, da jih moram čim prej imati. Tako, ko pa nisem nikoli s temu, so mi pa sem na živce šli, ko so kje letali, pa tako naprej, ne, tako da to je zanimivo, ne, tako da. Ja, jaz se spomnim, to je tista prvi pogled, se pravi, tudi ko tvojega dobiš, se ti ful neki premakne, ne, ampak polk je otrok 2-3 mesece star, ko te pa zazna, da si ti, ko te prepozna, kaj tist nasmeh, to je no, pri meni pri načakih tudi... je bilo, bom rekel, ki je bil en let star, se je pol malo spremenilo, ki je pol že malo nekaj upupa, pa tret. Ne. Je pa res, da zdaj pa tudi druge otroke, recimo, ki jih vidim vrtec, ki jih peljajo po cesti. Drugač gledaš, kakor si prej. Kar raznežam se. Ja. Nostalgija. In to ne moreš razumeti, dokler ne doživiš. Meni je enkrat en človek rekel, mi nekaj hotel od svojih otrok povedati, pa rekel, ma si ti nam razlagal, ker vem, da ti to ne razumeš, pa te tudi zastopam, ker rekel, sem tudi sam bil prej tak. In to res drži in mrzdo, ker prav, ne bom otrok, to je brez veze.
Ni čisto sigurno, ker če bi pa ne vem, skrb nekako v neki, mislim, da bi pa sestra njegova imela otroke, se pravi, da bi mu načaka, pa da bi bil prisiljen z njemu biti, tako kot sem rečemo jaz bil, ne, pa to hitro začneš drugače gledati. Ne, tako da. Sigurno, vsaka situacija te pripelje do drugega razmišljanja. No, drugače pa moram povedati, otroke imaš zelo lepo vzgojene. Hvala. Pa to resno mislim, jaz ne pohvalim kar tako človeka. Enkrat sem enega znanca, tako se je želel, da mu punca pohvalil, ampak meni je šla na živce in mislim, sebi njemu bi dobro naredil, če bi ga pohvalil, pa ga nisem mogel. Tako da verjem, da ni to hinavsko ali pa Hvala. za video ali pa kakorkoli. Tudi zdaj prej sem bil sina poznal, no, zdaj so se pa enkrat, ko sem tle bil, so se pa s hčerko tvojo, po mojem, več kot 1 uro pogovarjala, ne. Tega niti ne vem. Ne veš, no, tako da mislim, si res lahko ponosen, no. Lej, sem pa tudi jaz nase ponosen, da se 19-letnica ima kaj z menoj za pogovarja, če sem čisto iskren. Tako da, jaz sem tudi tako po pogovoru sem mislil, da je kakšen let 2 starejša, no, ker res brihtna punca in pol nekih tistih svojih projektih, ki mi je razlagala, sem rekel, wow, mislim, res. Pa tudi pridna, lepo vzgojena, prijazna, tako da res sačasno. Ja, verjetno se pozna, ker smo bili res veliko časa skupaj. No. To je veliko najbrž, ne. To je veliko. To sva se trudila oba in nama je zelo dober rat Alessandro, tako da sem zelo zadovoljen. Si pa prvega otroka dobil, nisi bil glih rosno mlad, ne? Nisem sploh, kot sem rekel prej, nisem razmišljal ne o otrocih, ne o familiji, ne o ženi, pač life je bil, jaz sem veliko delal, veliko sem se zabaval, veliko sem športal. No, pol sem imel pa srečo, da me je pa Sandra izbrala, pa vzela za svojega. To je res tako, sem ji hvaležen. No, super. Imaš drugač, rečemo, uspešen podjetnik, inovativen, siguren, imaš kakšen dober nasvet zdaj za neke mlade, ki mogoče razmišljajo, da bi bili podjetniki, ali pa eni so že odločeni, da bojo, pa ne vejo še točno, kaj bojo, ali pa tudi tisti, ki so že, ne, od nekega modrega, starejšega človeka, zmeraj mi lahko kaj pametnega svetuje. Čeprav ne, vsi te mladi zdaj so bolj pametni, kot smo bili mi, ne, ampak so neki pa tudi izkušnje, rečemo, ne, tako da jaz, meni oče veliko stvari mi je govoril, ko sem bil mlad, pa sem jih kot ta star neumen, ne, ampak pol sem pa videl, da je vse prav, mislim, ali pa bom rekel 90%. Nočem pametvati, ne morem pametvati, ker se je svet tako zelo spremenil. Lahko rečem, kako je bilo v tistih časih, ko sem jaz gor rastel. Prav je bilo treba imeti približeno idejo, kaj boš, pa zelo veliko delati. Jaz sem včasih delal do 2 zjutraj, 3 zjutraj, pa sem šel pa za 2 ure še ven, pa sem šel pa spat, pa spet zjutraj. Skratka, veliko dela, veliko garanja. Današnji časi so pa sploh s tole umetno inteligenco, sploh od novembra, ko je tale OpenAI prišel s ChatGPT, to je noro. Jaz sem se malo igral s tem in ne vidiš razlike, ali je to napisal človek, če vzameš prvi pa zadnji del strani. In to odpira popolnoma nove možnosti. Zdaj, kaj vem, jaz ne vem, sine je zelo veliko bil na tipkov, po tistih najstniških letih, pa sem si mislil, pa kaj, pa takrat mu ne moreš, ne smeš, ja, lahko ga mečkam, ampak ne moreš preveč, ker pol se to odnosi spreminjajo, No, pol pa to pač traja par let, ampak jaz sem zdaj ugotovil, da on to ni tipkal na teh omrežjih, on je po YouTubeu pregledal tako, kot Chuck Norris, In se lahko danes z njim pogovarjam o čemerkoli, bo vedel nekaj, Nima še izkušenj, ampak teorijo, stvari je YouTube, to je
Danes so Mislim, to neomejene je- možnosti To je za enciklopedija krat 1000. tako, neomejene možnosti za to, da se naučiš, razviješ sposobnosti neke. Tako da konkretno bi pri vsaki stvari lahko kaj svetoval oziroma svetoval ali pa pametoval. Medtem ko tako splošnega pa se ne upam čisto nič reči tam mladim. No, se vidi, da si skromen človek. Jaz siguren mislim, da lahko marsikaj pametnega jim svetuješ, ampak si raj malo bolj previden, ne, pa Mislim, nič ne se rečeš. pravim, na konkretnih primerih bi z veseljem kaj lahko Aha, kar povedal. tako nekaj, Tako da- podebatiral, ne Podebatiral. pametoval, ne? Ja. Ker se človek nauči, da tudi danes ene stvari veljajo tako, čez eno leto bojo veljale drugače. Ne? No, drugače pa takole, ko gledam kakšne tuje podcaste, ne, s čim so ljudje uspeli, pa ne milijone dobili, milijarde bi rekel, ne. Z enim, ki bi zdaj rekel, dokaj enostavne zadeve, ne. Si rečeš, mislim, sej, mene je caj čist povozil, mislim, koliko so oni bolj pametni, kot jaz. Mislim, ne moreš verjeti tako, koliko je danes tudi stvari, ki se nama še sanjane, Ja. ker sva že malo prestara, če so čist Ja, res, iskrena in to zdaj neki mladi razmišljajo. In tudi, če meni kakšen mlad, kakšno dobro idejo, verjeten dobro idejo pove, si jaz mislim, zdaj sem se navadil, da sem tih, rečem, mislim, skasneumen, kdo bo pa to kupil, kdo bo to mu, ne. Ja. Jaz se spomnim, ko so se začeli tisti start-upi, neki lesen kolo, lesen fotoaparat, take zadeve, ne. Jaz sem rekel, pa to ni nič, to je brez veze. Potem pa slišiš, aha, tam zbrali na unih Kickstarterjih, ne vem, 10 milijonov, 100 milijonov, pa tako naprej, ne. In potem vidiš, da te je cajt povozil. Mislim, ne morem drugega reči, ker jaz tisti, ne, lesen fotoaparat, mislim, jaz ne vidim nobene prednosti, lesen kolo tudi ne, kva, razlomil ga bom takoj, pa je stvar rešena, ampak ne poznam miselnosti teh ljudi in to sem se že naučil, da jaz malo me je cajt povozil, malo pa tudi drugače razmišljam, tako da jaz za veliko stvari ne morem biti nič pametvati, tako, kot si ti rekel. Ne. Res je, Tako da- to so stvari, ki točno to, kar si povedal. No? Ne moreš vedeti, kako bo svet odreagiral na neke stvari. Ne? Sploh pa današnje potrošništvo, ki hoče vsak imeti različne stvari, drugačne, modne, blagovne znamke, ločena tema, ampak No, nisem, samo ni Spinalis je pozitivno. pa že neka zelo močna blagovna znamka, bi rekel. Sej, hvala. Se strinjam in tudi bi rekel, znamka je neko vsaj delno zagotovilo za to, da boš dobil kvaliteten produkt, ki bo pa vsaj en čas trajal. a ne. No, jaz se kje pohvalim, upam, da nimaš proti, ker te nisem vprašal, ampak se nič nobene detalje ne govorim, ampak se kje pohvalim, da je Spinalis naša stranka, ne, in vsi poznajo. Ne, tako. Ja, smo le toliko časa na trgu. Je že slovenskem. slišal, čeprav nima, ampak slišal je, da to obstaja, tako da to ste kar prepoznavnost v teh letih kar zelo dobro razvili. Ne, tako Hvala. da- Sam to je zahvala predvsem našim uporabnikom. Zaradi tega, ker najboljša prodaja gre od ust do ust. To je res, ja. Se pravi, ljudje, stranke, ki so zadovoljne, povejo čez leto, 2, 3, 5 prijatelju, znancu, ki ga je tudi nekaj boli, a ne? In tako gre ta stvar naprej. No? To mi je najbolj v zadovoljstvo, da so stranke zadovoljne. Kakšni so pa načrti za prihodnost, koliko imaš še do penzije, najbrž ne veliko, bojo firmo prevzeli otroci ali kako bo? Prihodnost je Ja. zanimiva, bo zanimiva. Seveda, do penziona imam uradnega penziona še 3-4 leta.
v ta prav v penzion ne boš šel v ta ti prav nikoli, ne? penzion ne bom šel, ker pač mi moj duh ne da, s tem, da seveda iz vodstvene funkcije v firmi bi se rad čim prej umaknil, to pa čakam pač, da bosta, zdaj sine in hči v bistvu oba kažeta interes, prideta sem, sta delala že tudi kot, bi rekel, na praksah, a ne, sta bila v proizvodnji, zdaj pač se seznanjata z operativo pa pač s procesi. Tako da, ko bo čas, jaz bi rad to čim prej predal, pa Sandri, no Sandra pač že to ima, ne. Medtem ko jaz bi se pa rad ukvarjal z projekti razvoja, ker imam še par idej. Se pravi neke nove ideje. Imam ideje, ki bi jih, ampak ne na račun mojega prostega časa. Daj mi še to povej, ko si omenil, ne, da so pač otroci delali na praksi, pa verjetno med počitnicami pa take zadeve. In si omenil, da so v proizvodnji delali. Kaj to pomeni? Koliko časa so v proizvodnji delali? Koliko so bili stari, ko so začeli? Ja, od 16. leta naprej, po 14 dni približno na poletne počitnice, s tem, da tudi potem tudi drugje, a ne? Ker moje pač je vseeno zelo fino, da spoznajo, kako je drugje delati. Kako pa, da si jih dal v proizvodno delati, ker lahko bi jih dal tudi nekaj drugega delati? Sploh ni bilo niti debate, kaj pa kako. V bistvu sama dva sta vprašala, če lahko med počitnicami kaj pomagata, pa da bi kaj zaslužila, a ne. In je bila sama dva sta vprašala. Enostavna pot do tega. Ni bilo... No super, ampak ne zanimivo. Mislim, zanimivo. Jaz to mislim, da je ful dobro, da daš otroke delati v svojo firmo, da jih daš hmal in ja, tudi da jih v proizvodno. Jaz sem jih tako pri očetu mogel v proizvodni začeti, sicer sem ful očetu hvaležen, da me delati naučil, ampak jaz sem mogel tiste težke betonske bloke na roke, ti sem bil pa tam 5-6 razred, ti se je bilo pa malo prehmal, če smo čist iskren, tako da sem tam fejs zgaral, tako da zdaj, ko sem takole kdaj pozim za računalnikom, si rečem, kaj imam lepo. Tako da ja, no, mislim, sej, to je ta vzgoja, tako da... Ja, tega se nikoli ne ve, ne. Pač odstotek firm, ki preživijo prenos generacije, relativno majhen. Ampak pustimo, pač dokler je volja, je v redu, potem bomo pa iskali rešitve in poti take, da bomo vsi zadovoljni, a ne. Morajo pa uživati, to je prva stvar, ker če ne uživaš v tistem, kar delaš, nima smisla. Je boljše, da si poiščeš nekaj drugega, pa tam uživaš, bomo že uredili ostalo. Ja, to dobro razmišljaš, ker nekateri hoče na vsak način, da otroci prevzamejo, pa ga nič ne zanima otrokova sreča, ne. Se pravi, tako bi jaz tudi rekel, da ti otroka pol tudi rad nimaš, če ga siliš nekaj delati, kar njemu ne odgovarja, ne, se pravi, ti ga siliš, da bo nekaj 40-45 let delal, v čem ne bo zadovoljen, ne, tako da... Škoda obojga, firma ne bo prosperirala, otrok bo pa nesrečen. Tako je bolj firmo prodati, malo razdeliti, pa ne dela dorče karče, ne. Prej si že omenil, da si se športom zmeraj ukvarjal, pa to, kakšne imata pa kaj hobije ženo, takole vem, da dosti potujeta, kaj pa drugega počnete, pa ne vem. Potovanja so dejansko najina, bi rekel, tudi skupna strast. Zdaj, ko je bila korona, smo vsi štirje šli na tečaj golfa, tako da golf je mene zdaj kar prijel, da se ga mlad naučim, da ga mloster igral. To se vedno hočem pohecati, ker sem zamudil 30 let, da bi se ga mlad naučil. Ja, me je prijel, ne. Drugače sva pa hodila tole na tele kavbojske plese, Sandra še hod, ampak meni pa ni šlo več, ker to so pa zdaj oni toliko hitri, pa ne gre. Ne gre, ja. Drugače nisi nekaj kajtov pa to? Teh hobijev imam jaz ogromen. Pa še kajtaš? Še uče. Mislim, ne bom rekel, če dali bolj, ampak zdaj se je toliko razvil, bi rekel, imaš kiteboarding, kitesurfing, foil, wingfoil. Kaj to razlika, kiteboarding? Board je deska, ki je na obeh straneh enaka, pa je za trike izvajati. Surf je, da se pač s kajtom peleš, pa greš na val, pa val loviš, a ne.
pol je foil, je hidrofoil, ki se dvigneš nad vodo, tokle pač v Portoroškem zalivu, na Maestralke, relativno malo vetra, pa to ujameš, a ne. Skratka, ja, voda je moj, smučanje na vodi, wakeboarding, tudi po Topolatih sem smučil kot pred 30 leti. Ti pa golf je kar zahteven, ne? Do leta 2020 za mene ni bilo golfa, nisem vedel, nisem vedel. Nezanimivo sploh. To je za penzioniste, naj to igrajo. Ne? No, pa probaš, pa ugotoviš, da je to v bistvu igra samega s sabo, pa igra s tisto žogco. Ne? Meni je fajn, no? Pa v bistvu mi gre kar dosti solidno, glede na to, da sem relativno začetnik. No. Si slišal, en golf igrišče je v Trebnem, nisi slišal? Ne. Tak manjši en ima to, tam pa lepo vzdržuje, pa tudi zdaj ne vem, a je to golfarjem interesantno ali nekaj ne poznam, ampak eden moj znanc, ki je tudi žlahtov tizga, je to hodil malo tis nabijati in je rekel, pejte enkrat z menoj, meni se to čist enostavno zdelo, sem rekel tudi, zdaj smo tis mini golf kot otroci igrali, ne, pa je bilo nekako enostavno videti. Mislim, to je tako težko, to je že tisto žogco težko zadeti. To je največji problem. Kaj pa pol, pa še lahko nacentrirati, tako da 10krat težji, kot sem prej mislil, dokler nisem probal. Ne, tako Ja. da, ne. Se mi zdi, da me je golf glih ta prav čas srečal, no? Ker če bi, jaz sem res aktivno, pa vsi bolj dinamični športi, a ne? Medtem, ko zdaj pač leta pridajo, kolena, sklepi, majčkano, no tretje, večkrat se je treba začeti čuvati, no. Mislim, zelo veliko je vredno, če imaš ti nekaj, kar si navdušen, ne? Da si navdušen, Strast, ja, in polje, življenje, lepše vse in eni ljudje pa tu nimajo, nič jih ne zanima. Mislim, bi mu to dal lahko možnost, bi rekel, tile, kaj se ti zdaj želiš početi? Bi rekel, neč, pa mi skar televizijo gledal. Ja, jaz imam pa v avtu skozi golf palce, pa skateboard, pa dva vinga se reče, se pravi 2 jadri. Aha. In grem pol kele na parking, kadar je veter, Ja? ki piha veter, ki ga je zdaj v spomladnem cajtu bilo dost. Grem za 1 urco, napihnem tisto jadro, to je ving tak trikoten jader in se pelem gore dole. To je Na kjerem parkirišču? tlele na Viču, A je pri Interšparu? Ne, pri Dolgem mostu. A ja, tam, aha. Ja. A tako enostavno je to? Napihneš, tu imam 2 minute, imam pripravljeno vse skupaj in celo električno pumpo sem si dal, da mi je Kaj pa treba surfal na roke. si kdaj? Iz windsurfing? Ja, sem. To je, evo, spet starši so mi kupili surf, sem jih nahecal, a ne. Ja. Sem surfal, pol sem pa smučil na vodi zelo veliko, tudi tekmoval sem pol kot, nam rekel, penzionist, ampak veteransko, v Emiratih, ja. pa v Italiji, pa na Hrvaškem. Ja, Pa ti si... je bilo lušten. No, smučil na vodi, ja, kombinacije. Pol je pa kajtarija, zdaj je pa kajtarija. Pa Sandro imava pa tako te dopuste, pač enkrat gremo za njo, zato gremo, zdaj potujeva sama. Greva gledat mesta, ruševine, gradove, to drugič greva pa na veter, ne. Kajtanje je lažji ali težji od windsurfinga? Nekoliko drugačen je, ne. Mogoče je, windsurfing je bolj brutalen. Lahko. Tudi pri kajtanju, če ne vem, jaz ne skačem toliko, ampak recimo fantje skačejo 15, 17, 18 metrov, tam so tudi brutalni lahko padci. Tako da težko je to reči, kaj je lažje, kaj je težje, no. Je pa, bi rekel, enostavno se peljati, jaz s kajtom sem bližji mi je, pa to na stara leta tudi. Na stara leta je bolj kajt, bi rekel. Mislim, zato, ker s kajtom lahko jaz enostavno še skočim, pa skočim 5, 6, 7 metrov, pa tudi lepo pristanem. 7 metrov tudi ni malo. Ja, ni malo. Sta 2 nadstropja, ne? Ni malo, res je. Ja. Ampak včasih je bil še kakšen meter več. Zdaj se pa ne upam, ker to, če kaj narobe naredim, pol boli. Pa stari smo, če se nekaj Paziti je zlomiš, treba, ja. tu je rehabilitacija 5 daljša, kot smo bili 20 let stari. Ja, res je.
Ja, zanimivo. Kam pa potujeta, si rekel to, ko Sandra predlaga, kje sta bila zadnja na potovanju? Ja, zdaj le grejo drug teden na Kubo. Odlično, vidiš, to si jaz tudi želim, pa nikako ni cajta, tako da za koliko časa pa gresta? 14 dni. Super, odlično. In to ta potovanja so zanimiva reč, ko si misli človek, kako si prvoš. Ja, po urah bi že zdavnaj mogel biti v penzionu, ampak jaz na avionu dobim tako zelo neskončno energijo in si zapisujem. Jaz tudi. Imam misli so pošlihtane, pa nizajo se. Jaz zmeram na In avion zapisujem zvezek vzamem. noro. Zmeram vzamem, zato ker se imam tudi prenosnik, ampak tudi tu sem bral, če si zapišeš, vse nekako bolj v glavu stane, pa to na roke Pa hitrej. je drugače, če natipkaš, pa tudi se na avionu pol baterije zmanjka, ne, za tiste 2 urce, pa pol 3 je. Ja. Ne, tako da jaz imam zmerem zvezek, pa tudi da si kaj sprintam, da pol preberem, tako da nekateri jamrajo, pa ne bom 6 ur na avionu. Jaz sem 6 ur na avionu in meni čisto enostavno, ne. Mislim, zdaj, ko grem na Filipine, bomo res od Dunaja do Tajvana, ne, ta bo kar dolga, ne, ta bo pa bo nazaj še bolj dolga, ta bo 11-12 ur, ne, ampak nimam nobenega problema. Jaz ta čas izkoristim, Tudi tako jaz. da Prav uživam. super. Slušalke, muzika, pišem, spim, nekaj pogledam. Mesti malo za jaz prinesejo mi nekaj za hec. Super. Ti, kako pa misliš, da bo tvoje življenje izgledalo, ko boš v penziji? Saj malo si že povedal, da boš tu še zmeraj neke projekte delal, ampak rečemo, dobro, tu boš zdaj, ko boš šel v penzijo, pa rečemo, ne vem, koliko boš star 75 let. Pojma nimam. Nimaš. Prebral bom kakšne knjige, ki jih do zdaj nisem, ne nivo, visoko gre do 2 metra, krat meter imam doma, to vsaka solatka, vsi listki so poštimani. Cucka na sprehod vozva, to mi je en tak poseben del dneva. Cucka. Ja, da bo huda. Kuška. Jasno, golf, če bo še aktualen, če ne pa kaj drugega. Knjige si omenil, kaj pa bereš, koliko bereš, rad bereš? Rad premalo, zato ker zaspim. Takoj zaspim. Zdaj, knjige, ja, no prej nasveti za mlade, recimo mi je Brian Tracy Pot do uspeha, knjiga prišla enih 30 let, 25 mogoče let nazaj pod roke in sem jo prebiral, analiziral in moram reči, mislim, ta knjiga mi je nekako tu poslovno pot dala ene smernice. Saj pol si jih sam postavil, mislim, pol si sam na osnovi izkušenj to pot narediš, pa spelješ, ampak veliko stvari je bilo tam noter zanimivih. No. Pa je bil Robert Kiyosaki, to so pač te klasike, ki jih nekako je treba prebrati. Tale Simon Sinek mi je všeč, Start with Why je zanimiv, pa tudi njegovi videi so fajni. Pol je tale Dan Ariely, tam je predvidljivo nerazumni, to zdaj drugič berem, ampak jaz imam težavo, ker zvečer, ko se uležem, berem 5 minut, pa zaspim. In pol naslednji večer vzamem eno stran nazaj in pridem na začetek knjige zelo hiter. Jaz imam koliko malo istih stvari, jaz imam to isto težavo in sem tudi pogruntal, da knjige ne smem brati doma zvečer, ker zaspim in pol tudi, ki preberem, niti ne vem dobro, kaj sem prebral. Jaz sem enkrat eno punco in prej bi mogla na morje, so se skregala in sem šel pol sam in sem 7 dni knjige bral. To je bilo zjutraj, sem šel terčt, pol nekaj pojel, pa knjige bral in tiste knjige so mi ostale, vse v spominu, ne moreš verjeti, koliko ne. Tako da, če pa to zvečer berem, pa ni. In tudi najtežji doma berem, tudi če grem kele nekam samo v Dolenjske Toplice, vsavno pa vmes knjigo berem, meni kako bolj mi ostane, ne vem.
Je. Zvečer smo narejeni zato, da počasi pač Gremo spat. gremo spat. Ne. No, pol ena zadeva je verjeten, ker bi pa mladen svetoval branje knjig. Se strinjaš, da se s knjig naučiš še pa še? Jaz sem prepričan, da so knjige zlasti v obdobju najstniškem izjemno pomembne, ampak iz enega samega razloga, zaradi tega, ker ti, ko bereš knjige, imaš črke in možgani naslikajo sliko in zgodbo. Se pravi, ti razvijaš možgane. Danes otroci gledajo te videe, oni so pasivni pri tem. Ti, ko knjigo bereš, razmišljaš, si ustvarjaš slike noter, dinamiko. To si dobro rekel, in to knjige so žal premalo cenjene v tej dobi. A ne? Enkrat meni človek rekel, pameten rekel, če bi ljudje 10% časa, ki gledajo televizijo, brali knjige, bi bili geniji, uspešni podjetniki, ne moreš verjeti. Ne? Veš, da jaz sem zelo malo bral v srednji šoli, skoraj nič, ker mi to ni bilo, jaz sem šele to navdušenje nad knjigam, rekel tam, po 30 mi je prišlo. Ne? Zdaj pa knjiga, to, da knjigo preberem in zanimivo prebereš dobro knjigo, tudi bolj samozavestno se počutiš, ker koliko veš več, ko si je prebral. Ne? Jaz sem enkrat to ocenjeval, sem rekel, mislim, če eno poslovno knjigo prebereš, je to vredno saj 3000 evrov. Ja, težko, včasih je lahko neskončno več. Ja, neskončno več, ampak tako bi rekel, povprečju, da mislim, vsako knjigo, ki prebereš, nekaj pametnega noter vidiš. Ja, jaz leposlovja že zelo dolgo nisem. No. No, jaz tudi ni bilo, zelo malo. No, kot mulci nismo imeli cajt, ni bilo mislim tega. Ne. Pa tudi nekako me leposlovje raje pogledam kakšen, ne vem, zgodovinski film ali pa. No, jaz imam tudi tak razmišljanje, sem pa 10-15 let nazaj prebral knjigo Divja, to je, ki je ena ženska imela težave z alkoholom, drogam, decom, sama seboj in je šla prehoditi neko pešpot tam po uni Tihomorski obali, mislim tam na uni stran Amerike, ampak to je projekt, ki sem nekateri več let na njega pripravljal. Ona je pa kar tako šla, zelo nerodno se tega lotila, napisala knjigo, knjiga postala bestseller, se pravi več kot 500 000 prodanih, knjigo so o tem posneli in film so posneli. No in rečemo, iz tega sem se naučil, mislim, sem dobil sporočilo to, no to lahko z eno knjigo narediš, ne. Pa kako je enostavno, ona je napisala, tam bi bilo, vsi, ki so tisto peš pot prehodili, bi rekel, bi bila bolj relevantna knjiga, ne, ampak ona je napisala in to je bilo, ne, tako da tisto mi je bilo tudi spodbuda, da sem jaz, da me je še bolj, da moram knjigo napisati, ne, tako da z vsakega dobiš neko sporočilo, nekaj se naučiš. Ja, no to jaz, recimo, ko potujemo po svetu, ko vidiš razne ljudi, ko ga pogledam, eno samo osebo pogledam, pa si pomislim, kakšno težko zgodbo je imel ta človek v življenju, kaj vse bi lahko napisal, povedal. Ne? Samo enega posameznika. Vsak človek ima vsaj za 2-3 knjige zgodb. In težje, kot si mu življenje, več imaš teh zgodb, ne, lahko mogoče iz teh vseh težkih stvari nekaj ven potegneš, mislim, saj nekaj dobrega potegneš, knjigo napišeš, je lahko uspešenca, lahko se ti popolnoma svet obrne zaradi tega. Pa še pisanje knjig je neka samoterapija, to mi je že veliko ljudi reklo, ni to na moji zevniku zrastlo. Ampak veš, da tudi jaz, ko ta blog pišem, veš, da tudi mene ta pomirja zadeva pisanje. Tako da prav rad zadnje cajte pišem, čeprav sem v srednji šoli spise, ko smo pisali, če sem dobil -2, sem bil fej zadovoljen, ampak je bilo to zelo Kaj bi učiteljice rekle, ja? Veš, da sem učiteljica slovenščine na Facebooku najdel in so mi povedali, da sem knjigo napisal, pa ne, da bi kaj izinat ali kaj tazga, ne. Vse je bila taka zelo prijazna, pa to, tako da, ja, celo še pogovarjala so se, da se na kavici dobiva in
si bom res enkrat čas vzel, ne, ker pa tudi enega učitelja smo pa imeli za strokovne predmete, je bil pa učitelj, se pa upam stav, da če bi imela Slovenija same take učiteljce, bi mi, učiteljne, pa učiteljne, bi Slovenija zelo kratkem Švico, Luksemburg prehitela, ker to izobraževanje je vse, ne. Ja, to je tema, o kateri se jaz pojezim včasih. Ja. Mi smo imeli učiteljne, ki smo v 2 letih knjigo prepisali. Narekoval nam je knjigo, si zamisliš, ne. Tega, ki smo pa imeli, mislim, ta bi pa mogel kakšno nagrado dobiti, ker je res neverjeten bil, res neverjeten, ne, tako da... Njihova naloga je, da v otrocih, mladincih spodbuja zanimanje. Tako. Če bo zanimanje, interes, potem bojo sami srkali ideje, znanje. Danes ti dobiš, poguglaš, dobiš vse. Ne? Če te zanima. Če te pa ne zanima, interes in strast je pomembna stvar. Siguren. Mi smo imeli enega ravnatelja, pa ko smo imeli še v Jugoslaviji, veš, tisti prazniki so bili, pa so imeli neke dolge govore, pa smo tam tavžent ljudi, učencev stali, pa kao poslušali, ampak tisti ni noben poslušal. Pa je človek pol ure govoril. Bi bilo bolj, ki bi v eni minuti nekaj pomembnega povedal, pa bi bolj v glavu stali, tako ni pa noben nič poslušal. Tako da to je bilo čist, ene stvari so bile čist zgrešene, ne. Kaj pa ti misliš, si omenjal, si športnik, pa to, koliko ima pa to, bi rekel, neka telovadba, neko aktivnost, koliko ima to vpliva na poslovni uspeh? Zdrav duh v zdravem telesu. Ne? Zdaj, jaz nikoli nisem bil noben aktiven športnik, ampak sem pa ampak si vse živo počel, ne? Še vedno počnem, kadar le uspem. Ne? Ja. Hočem reči, nisem bil aktiven v smislu, da bi treniral neke reprezentance pa take stvari, ampak vse stvari počnem z velikim veseljem. In v bistvu, jasno, če ti se ukvarjaš z športom, se pravi, imaš kondicijo, imaš motoriko, imaš razmišljanje, vpliva na možgane in recimo športniki morajo imeti disciplino, red in disciplino, ki se tudi v poslu prav pozna zelo dobro, tako da jaz mislim, da je nujno potrebno migati. No. Karkoli počneš, lahko je to ples, je super vadba, ali pa hoja v hribe, ali pa sam, da se miga na svežem zraku. No? Zdaj, ko grem teč, dobivam ful nekih idej za posel, za izboljšave, za to. Drugač možgani delajo, ne vem, kaj ne rečem. Sem pa bral, da je pač športniki, so lahko tudi uspešni podjetniki, je tudi fino, zato, ker znajo poraze prenašati. Ne? Bolj zato, ker če si ti neki fuzbaler, mislim, tam ena ekipa zgubi, ena zmaga, tako da imaš ti lahko majčkeno več zmag, kakor porazov, lahko imaš tudi več porazov in se to navajaš. Jaz nisem nikoli nič takega počel in ja, znam poraze, ne znam najboljš prenašati. Mislim, najboljš. Me prizadene, ne naredim ono, kar sva prej rekla. Odmislim, grem naprej, ne premlevam, zakaj nisem tu, zakaj ne. Saj tudi to ni slabo, ne? Pač do neke mere. Sej noben ni vesel, ki je poražena. Ne? Res, ja. Dej, eni pač malo znamo skriti tisto razočaranje, eni se kdaj kaj naučimo. Ja, to je res. Tako da ja, gibati se treba. Ne? Ja, to se pa prepričajo. To je bilo, Tomaž, kar sem te smo za vprašati. Mislim, da sva veliko povedala. Tako da se ti zahvaljujem za tale intervju. Enako. Vi gledalci pa, če vas zanimajo stoli, če bi jih rad preizkusili, pridite sem, naročite se na tist brezplačen preizkus, kot sem rekel, link je v opisu. Tudi tale Rolljet je za tiste malo mlajše zelo zanimiva zadeva, ne? Tukaj, če ti dodam, ja. Pred 11 leti sem mislil pač napisati Rolljet primeren od 5 do 55. Ne? Ja. No, zdaj, ko sem jaz krepko čez teh 55, moram to malo spremeniti. Na gor? 6 do 66. Do 66, ne.
Ja, super. Tako da hvala, Tomaž, pa vse Hvala. čim več uspeha želim tako na poslovnem kot zasebnem področju. Hvala lepa. Si pameten človek, tako da sem prepričan, No, da ja. bo na obe dveh področjih dobro šlo. No, ja. Hvala. Hvala lepa.